Začeli smo v zgodnjih jutranjih urah, ko je zunaj še pritiskal mraz, a nas je hitro ogrelo, ko smo sedli v avto z našimi žiranti. Prvi nas je zapeljal Sani Bečirović, ki je ravno preizkušal enega izmed družinskih avtomobilov Škodo Superb kombi. Avto me je prijetno presenetil, zato ker odznotraj res nudi vse tisto, kar voznik potrebuje. Dosti je pregledno, udoben. Pri družinskem avtomobilu mi dosti pomeni udobje, varnost in pa bom rekel to, da se ne čuti, da je avto velik, torej da imaš občutek, da voziš nekaj manjšega kot v resnici, kar pomeni mehkoba neka ali pa zelo mehek servovolan. In moram priznati, da v Škodi je res so stvari na svojem mestu, tako kot mora biti. A bi tale bil za vašo družino? Bi, definitivno bi. Ker je dosti prostora. Boštjana Romiha smo ujeli med testiranjem ženske kategorije pred vožnjo z Alfa Romeo Giulietta. Navdušenje nad apeninsko lepotico ni mogel skrivati. Hudo! Jaz bi imel Alfa. Sam jim ne bi dal ženi. Haha. Tile avtomobili, ki so v ženski kategoriji, so absolutno zanimivi moškim. In za punce še zmeraj velja, da avto mora biti na zunaj precej seksi, ne? In Alfa od nekdaj je seksi avto ali pa avto z dušo. Ženski del strokovne žirije je predstavljala dirkačica Nina Jerančič, ki je takoj pokazala, da ima jeklene konjičke v malem prstu. Z njo smo sedli v ekološkega BMW 320D. Ekologija in pa sam izgled, pa mogoče vozne lastnosti še ne grejo najbolj skupaj. Sama sem navdušena nad pač lepim dizajnom, a ne vsi vemo, da ta, vsaj po mojem mnenju, prihaja iz Italije, ne. Tako da bomo videli, se bom še premislila, kjer bom dala glas. Kaj pa dirkanje z električnimi avtomobili, kaj misliš, da bo to kaj bolj množično? Dirkanje z električnimi avtomobili si ne znam čisto predstavljati dobro. In sicer, ker menim, da pač dirkaški šport sam kot tak ima tudi pač en čar, ta zvok motorja, tako da jaz mislim, da bi si težko zamislil to vrstno dirkanje. Po končanem testiranju so žiranti ocenili naše finaliste in za zmagovalce izbrali Kia Sportage, Alfa Giulietta in BMW 320D.